Dober dan želim, ura je 11, začenjamo z novinarsko konferenco, virtualno, seveda, ob Evropskem dnevu osveščanja o možganski kapi. Naslov smo dali: skupaj lahko zmanjšamo breme možganske kapi. No, že iz naslova lahko seveda sklepamo v ozadju, da je to breme kar veliko, drugače se s tem ne bi ukvarjali. Lep pozdrav v imenu Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije in Združenja bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo Slovenije. Mi že kar dolga leta skupaj organiziramo aktivnosti ob možganski kapi, če tako rečemo, ob dnevu ozaveščanja, oziroma dvakrat letno, spomladi pa jeseni. Jaz sem Franc Zalar in bom tole moderiral konferenco, naši govorci pa so primarij Matija Cevc, naš predsednik društva in pa seveda prihaja iz Univerzitetnega kliničnega centra, potem pa dr. Vesna Radonič Miholič, diplomirana klinična psihologinja, je članica Združenja bolnikov, potem primarij Tatjana Erjavec, podpredsednica, in pa Milan Čuček, predsednik Združenja bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo Slovenije. Konferenco bomo snemali, prosim vse, ki ne govorijo, da ugasnejo mikrofon, da ne bi motili, ker bomo, oziroma konferenco že snemamo in jo bo moč tudi poslušati kasneje na naših medijih. Po konferenci bomo izdali izjavo za javnosti, kjer bodo vse relevantne misli in podatki zbrani na enem kupu. Najprej bodo govorci povedali svoje, potem pa bomo odprli mikrofon tudi za vprašanja. Vprašanja standardno lahko v chat napišete ali pa potem, ko bomo odprli ta mikrofon, preprosto označite z dvigom roke in boste dobili besedo. Tole mislim, da je dovolj za začetek in prvi ima besedo primarij Matija Cevc. Izvoli. Ja, hvala lepa za besedo. Seveda se tudi zahvaljujem vsem prisotnim, zlasti tistim, ki bodo uspešno poročali o tako pomembni stvari, kot je ozaveščanje o pomenu možganske kapi. Gre namreč za stanje, ki je nujno in pri katerem čas odloča o izidu zdravljenja. Gre namreč za to, da posledice možganske kapi so glavni vzrok za invalidnost v Sloveniji. Tisto, kar je še dodatno pomembno, je pa, da vsak, ki je utrpel možgansko kap, seveda s svojo oviranostjo vpliva na celo družino. Skratka, možganska kap ima zelo velike in dolgoročne posledice. In bistvo je, da vsaka minuta šteje. Zaradi tega je ključno, da to možgansko kap hitro, pravočasno prepoznamo in da takoj ukrepamo. Že večkrat smo povedali, da si pri tem pomagamo z tako imenovanim akronimom GROM, ki so mu dodali še 2 zraven. Gre, kadar pride do nenadne motnje v govoru, ko pride do oslabelosti po eni strani, načeloma govorimo o roki, ampak ni nujno, da je samo roka, lahko je tudi cela leva ali desna stran, če se nam povest ustni kot. Vse to nakazuje, da se nekaj zelo pomembnega dogaja in takrat štejejo dejansko minute. Ne smemo pa pozabiti tudi, da se možganska kap lahko odraža tudi z nenadnim pojavom vrtoglavice ali pa težav z vidami, pri čemer so te stvari lahko tudi relativno prihodne, takrat govorimo o tranzitorni ishemični taki, ki je pa opozorilo, da nam lahko v bližnji prihodnosti sledi tudi bolj resen dogodek, kot je definitivna možganska kap. Skratka, to moramo prepoznati in vedno ukrepati brez odlašanja in tako osebo, ki ima te znake,
ustrezno usmeriti v zdravstveno ustanovo. Bistveno je, da ne ukrepamo sami, da tako osebo ne stlačimo v avto in jo veljemo sami v zdravstveni dom, ampak vedno aktiviramo številko 112, da se tako osebo odpelje v najbližji ustrezen zdravstveni center, kjer se lahko dodatna diagnostika opravlja in ne nazadnje, tam se tudi presodi, kako se bo zdravil. To je tisto, kar je zelo pomembno. Če bomo mi to naredili pravočasno, bomo marsikateri zaplet lahko preprečili in marsikatero posledico odstranili. Minuta zamujena, ne vrne se nobena, to pri možganski kapi in teh dogodkih dejansko šteje. Zakaj je tudi to pomembno, da gre ustrezno zdravstveno ustanovo? Ker imamo v Sloveniji zelo dobre izkušnje s sistemom telekapi. To je pa sistem, ki omogoča v katerikoli regionalni bolnišnici, kjer nimajo niti nevrologov, da se povežejo z usposobljenimi strokovnjaki za možgansko kap, ki na to oddaleč tudi pomagajo in vodijo zdravljenje in ne nazadnje tudi presodijo, ali je tako osebo treba odpeljati v neko centralnejšo ustanovo, kjer bodo lahko tudi z mehansko metodo odstranili strdek, če je do njega prišlo, ali pa nastavili trombolizom. Kljub vsemu današnjemu znanju je dejstvo, da po vsaki kapi, ki je malo večje, ostane samo 20% od tistih, ki nimajo nobenih posledic. Ostali pa imajo vsaj en ščepec težav. Skratka, če bomo pa mi to pravočasno zagrabili tega zlomka z roge, bomo to preprečili. Dejstvo je, da večina teh dogodkov se dogodi v domačem okolju. Zato je prav, da vsi svojci te dogodke, te znake prepoznajo in skladno z tem, kar sem ravnokar povedal, ukrepajo, da bodo na ta način pravzaprav lahko rešili po eni strani življenje, po drugi strani pa tudi preprečili nepopravljive okvare možganskega tkiva, ki vodi, večja ko je okvara, večja je prizadetost take osebe, večja je njihova nezmogljivost v prihodnosti. Mi vemo, da pač, ko te enkrat zadene, lahko marsikaj naredimo, da je posledica čim manjša. Še bolj pomembno pa je to, da mi vemo, da so določena stanja tista, ki pospešujejo nastanek možganske kapi. Najbolj znano je, da visok krvni tlak, nedobro reguliran visok krvni tlak je izredno povezan z možgansko kapjo. Po drugi strani, pri osebah, ki imajo neredno utripanje srca, tako imenovano atrijsko fibrilacijo, vemo, da lahko takrat v srcu nastane strdek, ki zleti v možgane in pride tudi do možganske kapi. Skratka, vse to vemo, to so tisti zelo pomembni dejavniki. Poleg tega so pomembni dejavniki tveganja za možgansko kap še sladkorna bolezen, motnje v presnovi maščob, debelost, telesna nedejavnost, kajenje. Vse to je tisto, kar vemo, da pospešuje to, in to je tisto, na kar mi lahko z zdravim življenjskim slogom odstranimo ali pa vsaj v veliki meri obvladamo. To je pomembno in seveda za obvladovanje teh stvari, kot je atrijska fibrilacija, vemo, da moramo jemati zraven določena zdravila, s katerimi lahko preprečimo ta lahko usoden ali pa zelo z hudimi posledicami potekajoč zaplet, to je možgansko kap. Življenjski slog je enostaven v tem, mislim, da že vrabci na strehi čivkajo, da je to tisto, kar je pomembno, je redna, vsakodnevna telesna dejavnost, uravnotežena prehrana, se pravi ta mediteranska prehrana, o kateri ves čas govorimo. Nenazadnje pri mediteranski prehrani vedno poudarjamo tudi to, da je tudi način življenja mediteranski tisti, ki je prav. Se pravi, da vedno pomislimo tudi malo nase, se umirimo in v tem norem tempu, kot ga imamo večinoma, da ga spustimo na nižji nivo, da se sprostimo, ko gremo jesti, si vzamemo čas za to. Dokazano je, da hitro uživanje hrane vodi v debelost. Skratka,
Vse to je tisto, na kar mi lahko z takim zdravim načinom življenja vplivamo. Mi vemo, da recimo shujšanje bistveno izboljša urejenost sladkorne bolezni, neredko bistveno izboljša tudi urejenost visokega krvnega tlaka. Skratka, to so tiste stvari, ki, kot sem že rekel, vodijo v ta hud zaplet, ki se ga, če se le da, moramo izogniti. In tretja reč, še enkrat poudarjam, hitro in odločno ukrepanje ter prepoznavanje skladno z tem akronimom GROM-2 in takojšnje ukrepanje, to je tisto, kar rešuje življenje in ohranja kakovost življenja. Hvala lepa. Hvala, predsednik. Zdaj pa imamo mikrofon dr. Vesna Radonjić Miholič, diplomirana klinična psihologinja. Izvolite. Dober dan. Zelo zanimiva je bila ta predstavitev bolezni, ki je na nek način zelo pogosta v Sloveniji in žal po številčnosti niti dosti ne upada. Zanimivo je, da praktično res poznamo vsi, vemo nekaj o možganski kapi, poznamo koga, ki je zbolel. Ampak na nek način verjamemo, da smo mi zaščiteni pred tem, da se tam nam ne more zgoditi. Pa vendar se zgodi. In tisto, kar je neverjetno, praviloma bolnik, ki utrpi možgansko kap, ne prepozna teh simptomov kot znak bolezni. Zelo pogosto so ravno tisti, ki so v njegovi okolici, bližnji ali pa sodelavci, ki poznajo, ki pravilno ukrepajo, tisti, ki rešujejo. Možganska kap nastopi praviloma nepričakovano. Vedno je to na nek način presenečenje, vedno je dramatična in v trenutku spremeni bolnikovo življenje. Njeno okrevanje gre seveda je odvisno od tega, kako hitro je ustrezna pomoč, pa še od lastne aktivnosti in veliko dejavnikov vpliva na to. Bolniki govorijo o tistem dramatičnem doživljanju možganske kapi. Kajti možganska kap povzroči, da ti nenadoma tisto, kar ti je samoumevno, kar si zlahka počel, nenadoma postane nedosegljivo ali pa zelo težko. In zdi se, kot da bi se znašel v življenju neke nove osebe, neke druge, kar nekako pričakuješ, da bo vse prešlo. Zato je zelo dragoceno, da so res vsi, da se čim več pri nas pozna teh znakov, v katerih lahko drugim pomagamo. Posledice možganske kapi so praktično lahko nekatere takoj opazne, zelo dramatične, nekatere pa so prikrite dolgo časa, pa vseeno ovirajo bolnika. Okrevanje je lahko zelo dolgotrajno, neenakomerno. Tisto, kar je seveda zelo važno, da poznamo, da stopnja doseženega okrevanja ni več tako stabilna. Lahko zaniha ob drugih boleznih ali pa v nekih težjih situacijah. Kaj so tiste stvari, ki so najpogosteje prizadete po kapi? To je gibanje, lahko je hoja otežena, lahko je z roko ne moremo upravljati. Govor je nekaj, kar je zelo dramatično, če nam je odvzeto, če misli ne najdejo besede ali pa če mi tudi tujih besed ne razumemo dobro. Lahko je motnja spomina, lahko je mišljenje manj okretno. Tisto, kar pa dostikrat opazimo, je pa tudi na področju čustvovanja. Pojavijo se hitrejša vznemirjenost, pojavijo se tako, da življenje z možgansko kapjo je čestokrat tudi na nek način poskus uravnovešanja med tistim, kar doživljamo in tistim, kar čutimo. Čustva, ki se tukaj pogosteje pojavljajo, so strah, žalost, skrb v bistvu. In s tem morda tudi še ena stvar, ki je zanimiva, da praktično mi se prej zdaj vznemirjamo po kapi in hitreje imamo manj časa, da se odzovemo. Zato so nekatere impulzivne reakcije pri bolnikih sploh v začetnih obdobjih pogostejše. Kaj se je pa zgodilo v resnici? Pravo razsežnost vseh posledic pa nikoli ne moremo prepoznati takoj. Ampak se lahko postopoma soočaš z njimi stvarmi, za katere niti nisi predvideval, ko se bolnik po možganski kapi vrača v svoje okolje in poskuša zaživeti v vsakodnevnem življenju. Takrat, tako da postopoma vidi, kje vse je oviran, pa ne samo on.
praktično postopoma posledice bolezni preidejo tudi na družinske člane. Spremeni se način življenja družine, spremeni se način življenja posameznih družinskih članov. In to je na nek način morda spregledano v širšem okolju. Marsikdaj mi o tem ne govorimo. Nekako se pričakuje, da pač bolnik ima svoje težave, svojci so pa tam, ki bojo poskušali malo umiliti, ne govorimo pa o tem, da so posledice praktično prešle v življenje vseh. In tako postane možganska kap, kot še marsikatera druga kronična bolezen, vsiljiva gostja v družini. Spremeni se družinski slog, spremenijo se medosebni odnosi, spremenijo se tiste običajne vloge. Ker možgansko kap smo še praviloma opredeljujemo kot bolezen starejših. Ampak definitivno ni samo bolezen starejših. Lahko jo utrpijo tudi mlajši. In tisto, kar bi moral reči, poglejte, spremeni se tvoja vloga v družini. Absolutno. Ti si lahko v neki družini, si nekomu otrok, si nekomu partner, si nekomu starš in bolezen lahko na katerikoli ravni vstopi. Zdaj, tukaj je zelo, kaj se dogaja z družino. Družinski člani, vsak na svoj način se sooča in v svojem tempu s tem, kaj se jim je zgodilo. In to lahko postane prvi vir ene nestrpnosti. Kajti, ko en družinski član verjame, da bo še vse dobro, se drugi še vedno ukvarja, zakaj se je to ravno nam zgodilo in išče krivca, ali pa tretji že ukrepa. In to je zelo včasih težko za družino, ker mi, kadar smo v stiski, običajno pričakujemo, da tisti drugi nam najbližji čisto enako čuti. Še bolj je to včasih v nekaterih družinah, kjer so vloge zelo toge, pa še nekaj v nekih značajskih potezah, mogoče to imamo pri nas bolj izrazito, da o stiskah težko spregovorimo. Kadar o stiskah ne spregovorimo, se te praktično same ne razrešijo, lahko jih nekaj časa potlačimo, ampak bojo v neki drugi priložnosti udarile ven. Kaj so obremenitve, glavne obremenitve za družino? Problem je, da se družina realno sooči s stanjem, da se zna enkrat za vse informirati o bolezni, da se zna dogovoriti, kako bojo prerazporedili vloge, ker dostikrat se zgodi, da pade večje breme na posameznega družinskega člana. In potem se lahko zgodi, da ta ostane spregledan in pride do preobremenjenosti in na koncu se pojavijo neki vzorci, ki niso bili z tistim namenom skladni. So družine, ki zmorejo, tisto, kar bi pa pomagalo, je, da so odkrita komunikacija, da so iskreni, da se znajo med sabo pogovoriti, kaj ta hip potrebuje bolnik, da znajo videti, kaj lahko mu oni nudijo in kje lahko tudi dodatno pomoč dobijo. Tukaj je zelo treba za svojce negovalce biti pozoren, ker gre za to med altruizmom in egoizmom. To se pravi, narediti, da bo bolnik čim bolj okreval. Pri tem moramo biti zelo pozorni, da ga ne udušimo, da smo pristopimo kot, da ga vzpodbujamo, da mu dajemo podporo, ne namesto njega, in po drugi strani, da v bistvu znamo poskrbeti zase. Dolgotrajna nega zahteva, da tudi svojci prilagodijo svoj sistem življenja. Tisto, kar bi pri tem zelo mogoče poudarila, je odnos. Tisto, kar bolnik ne potrebuje, kar ne sme dobivati, je pomilovanje. Tisto, kar bolnik potrebuje, je, da mu zaupamo, da ga vzpodbujamo, da znamo biti ob strani, ko bo v svojem tempu poskušal okrevati. In da ga ne izločimo iz družinskih dogajanj, da je praktično prisoten, da sodeluje še pri različnih odločitvah. Tisto, kar bi morda še bilo potrebno, kako bojo svojci v času, ko pride bolezen, se lahko dostikrat vplivi pojavijo tudi širšega okolja. Ali so to širši sorodniki, ki vstopijo, ali so to neki drugi, družina je na nek način izpostavljena in se mora znati tudi postaviti zase, da ohrani svojo intimo in da ne ostane izoliran otok v širši
družbi. To je ena izmed zelo pomembnih stvari, ker sploh, če gledate v srednjih letih, so to lahko še svojci od bolnega člana, pa svojci od tistega, ki je zdrav, pa nimajo vsi istih interesov. To se pravi, zelo veliko pozornost drži medosebni komunikaciji, ki naj bo iskrena, ki naj bo odprta, imeti pravo mero med biti nekako dovoliti vplivu in poskrbeti, da ostane ta družina povezana. Vedno je treba tukaj, mnogi bolniki na nek način, pa v mnogih družinah poskušajo zavarovati posamezne družinske člane. To se pravi, ne povemo ostarelim staršem o bolezni ali pa jih izločimo, ne povemo otrokom o bolezni ali pa jih izločimo, kar absolutno ni dobro. Tisto, kar bi morali vedeti, praktično, če bolezen vstopi v družino, bo ta vpliv zagotovo na družino in to ni nujno samo eno generacijo, ampak lahko gre tudi za naslednjo. Ta vpliv bo namreč pokazal, kako se do bolezni in zdravja vedemo, ta vpliv bo dal neke vrednote, ki jih morda prej nismo poznali. Pa še mogoče za konec, tu bi rada rekla, so ljudje in so družine, ki znajo zelo dobro integrirati novo situacijo, se prilagoditi in praktično postanejo, v bistvu odkrijajo neke nove vrednote. Tako kot je recimo ena družina izjavila, do kapi sva se s partnerjem zelo pogostokrat sva bila v konfliktih, sva dokazovala svoj prav. Po bolezni sva pa nenadoma ugotovila, kaj so bolj pomembne stvari in dajemo veljavo tiste prave vrednote odkrivamo. Tako da bolezen je resna, ampak naredi breme v življenju, ampak ni nujno, da ga vedno na slabše obrne. Hvala za pozornost. Hvala lepa. Gremo naprej. Mikrofon malo bliže bo prišla. Dobiva sedaj primarij Tatjana Erjavec. Izvolite. Pozdravljam tudi z moje strani. Jaz bi danes rada povedala nekaj predvsem o tem, kaj lahko združenja bolnikov naredimo za bolj kakovostno življenje v obdobju življenja po možganski kapi, predvsem bolj na področju, kaj lahko naredimo na tem, da se pojav ponovne možganske kapi zmanjša. Zdaj, življenje po možganski kapi nekako definiramo kot obdobje, ko se primarna zdravljenje in pa rehabilitacija konča. Ljudje pridejo v domačo okolje, oziroma tam, kjer bodo pač živeli. Zdaj, to obdobje je lahko različno, lahko je nekaj tednov, lahko je nekaj mesecev, lahko je leta ali pa tudi desetletja. Definitivno je življenje drugačno tako za bolnika oziroma osebe po možganski kapi, kako tudi za njegovo družino. In vemo tudi to, da zaradi plastičnosti možgan, popravljanje po možganski kapi lahko obstaja vse življenje, seveda z bolj počasi in v bistvu z stalnim učenjem in pa nekimi aktivnostmi. Zdaj, zdravljenje, kaj je tisto, kar v bistvu naši bolniki pravijo, da najbolj pogrešajo v obdobju življenja po možganski kapi. Na prvi strani je to osamljenost. Potem je pomanjkanje informacij, potem je zelo velik problem komunikacija in sporazumevanje. Tožijo o veliki utrudljivosti, problem je inkontinenca, problemi so finančne narave. Veliko oviro vidijo tudi v tem, da jim ne damo možnost, da se nazaj vključujejo v socialno življenje. In na vseh teh področjih združenja bolnikov na nek način poskušamo pomagati, biti našim pacientom, pa tudi družini in svojcem v neko oporo in pa v pomoč. Zdaj, kaj je zdravljenje zadnjih 20 let je dejansko prineslo revolucijo v zdravljenje možganske kapi. Dr. Cevc je že povedal, da res približno 20% bolnikov po zdravljenju nima vsej vidnih simptomov možganske kapi. To se pravi, mi bi rekli, da so ozdravljeni, ne. Ampak na drugi strani pa vemo, da je pa pojavnost ponovne možganske kapi, kljub temu, da je zdravljenje drugačno, kljub temu, da uporabljamo večje število zdravil za preventivo možganske kapi, še vedno nekako enako v zadnjih 20 letih. Zdaj,
kakšni so v bistvu podatki? Podatki so, da recimo, da se zmanjša pojavnost ponovne možganske kapi pri samo jemanju recimo teh preventivnih zdravil in upoštevati jemanja zdravil se zmanjša nekako za 20 do 30%, medtem ko se pri vključitvijo zdravega, to govorim pa v bistvu samo za te bolnike, ki nimajo kardioemboličnih dogodkov, ne. Medtem ko pa se, če vključimo to še neke aktivnosti zdravega življenjskega sloga, sprememba prehrane in pa telesna aktivnost, lahko taka pojavnost zniža tudi za 80%. Da še povem, kakšna je pojavnost, to se pravi v prvem letu približno vsak 10. bolnik, ki je preživel možgansko kap, preboli drugo. V 5 letih je to že vsak 5. bolnik. Zakaj je to tako pomembno? Zato, ker ponovna možganska kap prinaša za sabo večjo smrtnost, prinaša sabo večjo invalidnost. Večja invalidnost pomeni večje hospitalizacije, več skrbi za bolnika in nenazadnje tudi to pomeni večji strošek za državo oziroma za oskrbo takih bolnikov. In v združenju nekako, poleg tega, da dajemo informacije, da imamo aktivnosti opolnomočenja ljudi, veliko delamo na tem, da ohranjamo gibljivost oziroma telesno zmogljivost. Vemo, da ohranjanje le-tega pri bolnikih omogoča večjo samostojnost v vsakdanjem življenju in večja samostojnost v vsakdanjem življenju prav gotovo pomeni tudi večjo kakovost življenja. Zdaj, obstajajo sicer načela, kakšna je predpisana telesna vadba po možganski kapi, vendar sem prepričana, da takšno usmerjeno telesno vadbo lahko izvaja samo peščica morda teh mlajših bolnikov. Ni problem samo v tem, da programov za neke redno telesno vadbo praktično ni, problem je tudi v tem, da bolniki zaradi posledic možganske kapi, ki so zelo številne, ne morejo ali pa ne želijo sodelovati v takšnih programih. Po naših izkušnjah nekako se ljudje vključujejo v programe takrat, kadar potekajo v manjših skupinah, kadar so vedno predvidljive, približno enake, da se tam počutijo varno, da so med sebi enakimi in pa še to, da se tako recimo neka redna telesna vadba zaključuje z nekim neformalnim združenjem. No in na tak način v bistvu smo mi v lanskem letu vključili v terapijo nekaj čez 360 bolnikov, ki so se redno ukvarjali z telesno vadbo in pa programi. To je sicer na en način malo, ne. Vemo tudi, da jih veliko več ali pa da vse vključili nikoli ne bomo. Zato je v bistvu en smisel našega nadaljnjega delovanja tudi v tem, da poskušamo, da bi vsaj hoja ali pa vožnja z vozičkom bila tista, ki bi bila nekako vključena v vsakdanje življenje oseb po možganski kapi. No, mi zdaj mislim, da 12. leto za Evropski dan ozaveščanja o možganski kapi organiziramo tudi pohod oseb po možganski kapi. Letos bomo to izvedli v Ptuju. Prijavljenih je 250 naših članov, ki bodo prehodili tistih 1,5 kilometra preko Drave in pa v osrčju mesta Ptuj. Zdaj, za nekatere je to zelo malo, za bolnike po možganski kapi je pa to izredni izziv. In letos smo se nekako odločili, da bomo ta izziv nadgradili, tako da bomo podaljšali te aktivnosti hoje, organizirane hoje, do svetovnega dneva možganske kapi, to se pravi do 29. oktobra, in bomo v tem času z temi organiziranimi dejavnostmi obhodili virtualno Slovenijo, to se pravi, da bomo naredili tistih 1369 kilometrov, kolikor je meja Slovenije. Jaz upam, da bomo s tem da ta aktivnost ne bo ostala samo v okviru našega združenja, ampak bo postala širša in da bo morda tudi spodbudila ljudi, da bodo hojo resnično vzeli kot nekaj zelo koristnega v obdobju po možganski kapi. Hvala. Hvala lepa.
In zdaj ima besedo še četrti sogovornik, Milan Čuček, predsednik združenja. Izvoli, Milan. Ja, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. No, naj vam povem, da v življenju človek spela malo drugače, kot si najprej zamisliš. Naj povem, da sem, ne vem, pri 40 letih nekako mislil, saj bom še nekje do 70. leta lepo v službi, potem bom pa še srečno delal v penziji, ne da. No, življenje se mi je kar bistveno malo spremenilo, še zlasti zato, ker nikoli nisem mislil, da bi zbolel ali pa bi se kaj takega zgodilo. Pravzaprav sem bil rad v službi in rad sem delal. No, pol se mi je malo podrlo vse skupaj, ko sem se zbudil leta 22 v kliničnem centru in še takrat, ko prideš v bolnišnico oziroma ko prideš domov, ugotoviš ali pa oni ugotovijo, da ta njen član družinski nič ne razume, nič ne govori, ne kapira, pisati ne zna, brati ne zna, nobenega ne prepozna, nima nobene sposobnosti, ne zna na veci, ne zna jesti, ne zna nič. Mislim, da je to tudi za starše to ena velika groza oziroma strah, kako speljati življenje naprej. Zaradi tega moram reči, da je tudi skrb ali pa velika pomembnost ljudi, ki so svojci, kakšna je njihova pomembnost in kaj vse oni naredijo, da mi bolniki na nek način skušamo spet popraviti nazaj. Malo sem imel srečo ali kakorkoli že, ker sem bil vedno tako bolj vesele narave, saj še zdaj sem kar, no. Tako da so se mi določene stvari začele malo urejati in res sem vesel, da sem bil kar pa v kliničnem centru, pa logopedinjo so mi dali, so govorili, kako se govori, kaj se dela, in mogoče sem bil pa vsega skupaj, na začetku nisem vedel, sem bil najbolj vesel, ko so mi rekli, ja, imamo pa še v Sloveniji oziroma tudi tukaj na URI Soča tudi en center oziroma tu, kjer se dobivamo bolniki po možganski kapi. O, super, mogoče pa bo to nekaj, in sem že kar včlanil, že kar enostavno, in življenje se mi je nekako začel in smo tudi na Ptuju že ustanovili čez 3-4 mesece en klub, kjer je kluba še na Ptuju ni bilo, nekako se je začelo živeti, delati in danes imamo danes 26 bolj ali manj aktivnih klubov. Življenje se dviga, dela naprej in počasi samo ugotavljaš pri naših kolegih, vidiš, gre malo bolj počasi, pri drugih pa mogoče malo so tudi take ali pa drugačne težave. Po svoje sem kar vesel, da danes lahko govorim in da sem tukaj. To je moja najboljša sreča. Žal res nisem na firmi, kjer sem bil, srečam jih, ampak še vedno je danes moje življenje tukaj z nami, bolniki po kapi v Sloveniji. Skušamo peljati najbolj te s svojimi programi, kar zdaj, kar delamo, kar se že menda že odvijamo programe, tako da skušamo ljudi srečevati in povezovati. Škoda je, da ne moremo pomagati vsem. Tam nekje 4000 ljudi zboli bolnikov po možganski kapi v Sloveniji in seveda jih nimamo toliko članov, ampak dobro, vsi enih žal ni pomoči, drugi pa skušajo na drugačen način živimo in delamo. Jaz res si želim, zato mi je zelo pomembno in tudi en smisel tega dela, da bolniki, ki smo skupaj, da skušamo razširimo svoje delo naprej, po drugi strani pa širimo svoje težave
prepoznavanje bolečine, ki jih imamo, vsem ostalim, da vidimo, kje se lahko dobimo, kaj počnemo, na kak način lahko naredimo in s tem olepšamo življenje sebi in vsem ostalim. Jaz mislim, da bo tukaj cel kup drugih vprašanj, kjer bi se dalo, seveda, vsak ima nek svojo težavo, bolečino, ki jih skrivamo, ali pa tudi ne. In povem, znam, ne znam, ne vem, ampak jaz vam po pravici povem, ko nisem znal brati. Meni se je zdelo, da cel Ptuj ve, da ne znam brati. In sem imel en slab občutek. To je, vam ne morem pa povedati, kako je to en grozen, ti si pa star tam nekaj čez 40 let. Ampak potem tekom časa, pri terapijah, dejansko v tem, da sem član združenja, potem pa ugotavljaš, da tu nisi sam in da je cel kup ljudi. In potem enostavno ugotoviš, ja, se to nič ni takega. Če ne bom dobro zdajle povedal, bom pa še enkrat, počakaj malo, se bo šlo. In v tem smislu najdemo in tudi delamo vse to rehabilitacijo, ki jo imamo na vseh klubih, srečanjih in tem v našem življenju še vnaprej. Tako da seveda vsem najboljše želimo in tudi uspemo vam na nek način. Tako za enkrat hvala lepa. Milan, hvala lepa. Hvala lepa še enkrat vsem 4 sogovorcem, oziroma sogovorkam. Kot smo obljubili na začetku, bi zdaj rekli, mikrofon je vaš. Mi smo že navadili naše člane in tudi ne člane, da lahko na naše medije pošiljajo vprašanja. Še enkrat bom ponovil, napišite vprašanje v chat ali dvignite roko in bomo vam dali besedo. Jaz imam nekaj vprašanj, ki so nam jih člani poslali tule in zdaj bom prosil vse 4 govorce, da boste poslušali in potem odgovarjali, kdor se bo čutil poklicanega, da o tem ve. Prvo vprašanje je, kateri dejavniki tveganja za možgansko kap so pri Slovencih najpogostejši in jih pogosto podcenjujemo. Če bi lahko dali samo en nasvet za zmanjšanje tveganja za možgansko kap, kateri bi to bil? Kdo bo prvi vzel mikrofon? Mislim, za možgansko kap verjetno je ključen razlog neurejena hipertenzija. Je pa res, da mi moramo vedeti, da tudi možganske kapi niso vse enake, ne? Tako da konec koncev, po drugi strani je atrijska fibrilacija izredno pomemben dejavnik za možgansko kap, te embolične tipe. Ampak konec koncev hipertenzija ima tam okrog 60% Slovencev, obvladanega pritiska ima relativno malo ljudi, ker je tukaj problem spet sodelovanje pri zdravju, se pravi redno jemanje zdravil. Lahko rečem, da pri atrijski fibrilaciji, da ne bi jemali te antikoagulantne terapije, ki je tako ključna, tega hvala Bogu je precej manj, zato ker je nadzor nad njimi bistveno bolj rigorozen, kot je pri arterijski hipertenziji. Pri arterijski hipertenziji računam, da bo vsak sam se meril, pa gre pa vsake dolgo časa do zdravnika, da mu recepte napiše. Pri tistem je malo drugačno. Kaj narediti? Ja, izogibati se nezdravih življenjskih navad, s čimer se bo pravzaprav zmanjšala pogostost hipertenzije, dislipidemije, sladkorja, debelosti, ker to je vse pravzaprav v enem paketu. Kadar se pač prenažiramo, po domač povedan, vse te 4 dejavnike, ki so pomembni, pravzaprav vodimo v iztirjenje. Tako bi jaz rekel, ne vem, ima doktor Jevčeva kakšen drugačen pogled. Hvala. Še kdo k temu vprašanju? Tudi v tem preventivi pravzaprav dejavnike tveganja jih je ogromno. Prva je sicer starost, ki jo ne moremo sveta spremeniti, ampak kaj bi bil naš nasvet? To se pravi, ko preboliš možgansko kap, upoštevaj torej nasvete, ki si jih dobil pri zdravniku in čim bolj se odpri
okolici. To se pravi, da boš da boš poslušal in videl tudi uspešne zgodbe drugih bolnikov, upošteval tudi tisto, kar so oni upoštevali pri preprečevanju ponovne možganske kapi. To je po mojem največ. Ostani aktiven tistih 12 ur, kar sediš. Običajno je podatek, da ljudje po možganski kapi več kot 12 ur samo sedijo. Poskušaj to udejanjiti v nekem druženju, v neki hoji, v neki aktivnosti. A se lahko priključim samo, morda iz tiste stare modrosti, ne, slovenske v bistvu, ko kap dostikrat ocenjujejo tudi kot znak neustrezno razrešenih stresov. Tako da morda bi bilo pa smiselno, da znamo vrednotiti življenje, preden se zgodi, da jo znamo polno živeti, da znamo nekatere strese bolje predelati. Neke stvari lahko spremenimo, neke stvari lahko sprejmemo, nekatere stvari pa morda niti niso tako bistvene za naše življenje. Hvala lepa. Gremo naprej. Naslednje vprašanje. Ali opažate porast možganske kapi pri mlajših ljudeh? In čemu bi to pripisali? Verjetno bi to mogli vprašati bolj nevrologe, ki imajo te epidemiološke podatke, ampak kakor jaz vem, so stvari več ali manj kar stabilne, čeprav če paralelo z srčnimi boleznimi vlečem, tam pa se vidi, da je med mlajšimi nekoliko slabš. Verjetno ravno zaradi tega, ker je ravno kar gospa povedala, hektičnega načina življenja in bistveno bolj stresnega življenja, kot smo ga imeli včasih. In mi vemo, da saj za srčno-žilne bolezni je stres in psihosocialno stanje izredno pomemben dejavnik tveganja. Morda se tu še jaz vključim zraven, zdaj podatki so tam okrog 30% oseb doživi možgansko kap v aktivnem obdobju, delovnem obdobju v življenju. Zdaj, kaj so lahko dodatni dejavniki tveganja? To, kar osnovno smo jih povedali, ampak tu se zraven upošteva te strese, to, kar je doktor Cevc zdaj povedal. Potem se veliko omenja tudi okolje, to se pravi polucija in omenjajo se tudi delovni pogoji, to se pravi delo v izmenah, delo v neustreznih pogojih. Omenjajo se tudi uporaba drog, ki je eden izmed dejavnikov tveganja, da lahko tudi mlajši ljudje prebolijo možgansko kap. To mislim, da je še za dodatno. Hvala. Gremo naprej. Naslednje vprašanje. Ali je možganska kap v družini dejavnik tveganja tudi za druge člane? Ja, seveda. Mi vemo, da družinska obremenjenost, tako kot pri srčnem infarktu, tudi tukaj je, sicer ni tako močne povezave, ampak seveda je. Saj možganska kap je nenazadnje tudi posledica ateroskleroze lahko, zato pa vemo, da ima družinsko povezanost. Ampak ključna zadeva je pa, kot je bilo ravnokar rečeno, je starost je pa najhujši dejavnik tveganja. Ja. To se pa absolutno strinjam. Ja. Hvala. 70 let pravi, da ima tale pacient, ki je postavil naslednje vprašanje. Na ultrazvoku vratnih žil so mi ugotovili maščobne plake na žilah. Imam povišan krvni tlak, ali mi grozi možganska kap? Mislim, mi vemo, da plaki, zlasti ti maščobni, temu rečemo tak ranljiv plak. Če se ta razpoč na tistem plaku, nastane strdek, ki lahko zleti v glavo, v možgane in tak ima zaradi tega že po eni strani povišano nevarnost, da se bo kaj zgodilo, in tukaj je zelo ključnega pomena vse tiste dejavnike tveganja, o katerih smo že prej govorili, na minimum spraviti, zlasti tudi lipide. Po drugi strani pa hipertenzija kot taka je absolutno pomemben dejavnik za možgansko kap. Pravzaprav je to poleg starosti, kot smo že rekli, med najpomembnejšimi.
Hvala. Zdaj pa gremo k migreni. Ali migrena z avro lahko povzroči možgansko kap? Imam tudi odprto ovalno okno na srcu in zanima tega pacienta, ali bi pomagal aspirin. Aspirin je antiagregacijsko sredstvo. Ne? Direktno nas strdke kot take ne preprečuje. Preprečuje pa recimo, da bi na plaku se nabrali trombociti in iz tega se nadaljevala zgodba. Po drugi strani, če ima odprto ovalno okno, mimogrede, odprto ovalno okno ima približno 20% populacije, to ni tako redka reč, je pa res, da je seveda pomembni, kakšni so, malo kompliciran, sicer tlaki v srcu, kadar imamo prehajanje krvi iz desnega srca v levo srce, kar se recimo lahko zgodi, če kihneš ali pa kaj takega. Takrat lahko strdek, ki je nastal v nogah, v venskem sistemu, zleti v možgane. Skratka, to je tudi eden od tistih dejavnikov, ki so pomembni. Na odprto ovalno okno načeloma ne moremo vplivati, čeprav se ga dosti tudi zapira, če je pač nevarnost dosti velika, se tudi to dela. Ampak spet smo na koncu na isti zgodbi. Verjetno, če nima ateroskleroze, aspirin ni na mestu. Če ima aterosklerozo, je aspirin ali pa Plavix ali katerokoli od teh antiagregacijskih sredstev so na mestu. Če ga je pa strah, da bi imel kje trombozo, potem je pa antikoagulantna terapija potrebna. In ta prehod skozi ovalno okno antikoagulantna terapija prepreči, ne aspirin. Hvala lepa. Ni še konc. A ni še? Ja. Kar se pa tiče migrene, je pa tako, da ni dokazal, da bi bila migrena direktno povezana s povečano pojavnostjo možganske kapi. Je pa dejavnik tveganja za srčno-žilne bolezni kot take. Ja, to pa je. Hvala obema. Imam še eno vprašanje za psihologinjo. Pravi tako, po možganski kapi sem postal tesnoben. Ali obstaja kak program, kjer bi se naučil sprostiti, izgubiti strah pred ponovno kapjo? Ja, hvala za to vprašanje. To je pogost strah, pogosti občutki in obstaja. Lahko bo dobil tudi v svojem bližnjem zdravstvenem domu, lahko bo dobil tudi, če se obrne na društva, na rehabilitacijske ustanove, so psihologi, ki tudi v zdravstvenih domovih so. In so to posebni programi za boljše obvladanje tesnobe. Centri za krepitev zdravja so za to. Ja. Je še kakšno vprašanje? To, kar ste ali so naši člani in pa tudi ne člani, članice, poslali k nam na društvo, sem izčrpal. Med tistimi, ki ste prisotni na povezavi, je še kakšno vprašanje? Ne vidim. Torej, zdaj bi jaz vprašal še vse 4 govorce, a želijo kakšno zaključno misel povedati? Oziroma, ja. Spomnite se pri vsakdanjem življenju, kadar srečate kakšnega, ki ima znake v okviru znakov GROM 2, 112 na urgenco. Tudi, če je samo prehoden dogodek k nevrologu, zato ker to je opozorilo, da se lahko v prihodnosti definitivna možganska kap zgodi. Treba je to, kar se le da, zmanjšati verjetnost tega, skratno s tistim, kar je tudi prej dr. Jaučeva govorila. Mi s preventivnimi ukrepi lahko te nevarnosti drastično zmanjšamo, čisto preprečiti jih pa nažalost tudi ne moramo. Ja, neč, takole sem sam, tako, ker delam tudi z bolniki, kakorkoli, kar precej, takole bi rekel, če že enkrat zboliš,
se splača potruditi, da živiš naprej. Vedno bolj en drugemu ognja dajemo, je rekel Linhart, napisal. Zato, dragi bolniki, ki so tisti, ki so, naj trudi se naprej in življenje bo mogoče šlo malo drugačno, bo šlo pa naprej in boš našel tudi druge srečne trenutke. Hvala lepa. Hvala, Milan, lepo. Še kdo mogoče? Dami? Ja, jaz bi mogoče samo to rekla, da vsak od nas potrebuje bližnjega, ne. Ampak hkrati ne samo, da ga potrebujemo, kadar smo v stiski, mi potrebujemo tudi zavest, da smo mi nekomu pomembni. Tako da zdravi medosebni odnosi, aktivnost v neki skupnosti, ne izločiti bolnika iz vsakodnevnega življenja. To so tisti, kar bo zagotovilo boljšo kakovost življenja vseh. Mogoče še pol tudi jaz za zaključek. Zdaj, življenje po možganski kapi je sigurno drugačno. Nikakor pa ni konec življenja. In jaz bi priporočila tistim, ki recimo niso nekje vključene ali pa živijo v nekem zaprtem domu, da pridejo tudi med nas, v naše klube, boste videli, koliko ene energije, koliko ene volje, koliko enih aktivnosti se pojavi v teh bolnikih po možganski kapi. Nikakor ni to bolezen, ki je neozdravljiva, nikakor ni to bolezen, ki potrebuje samo neko nego pa zaprtje v stanovanje. Ja, hvala lepa vsem štirim za zaključne misli. Zdaj, na koncu bi rad rekel tole. V torek 12. maja vas skupaj vsi, naše društvo in zveza, vabimo na Prešernov trg v Ljubljani. Med 10. in 13. uro bomo tam, bodo naše stojnice, bomo izvajali preventivne meritve in pa seveda tudi marsikakšen nasvet boste lahko dobili od naših članov, ki bodo tam. Skratka, vabljeni 12. maja na Prešernov trg. Drugače pa, hvala vsem, ki boste širili ozaveščanje o možganski kapi. Pomagate nam, ki nam je to osnovno poslanstvo, ozaveščanje članstva in vsega prebivalstva. Pomagate seveda vsem tistim, ki jih bo ali nas bo doletela možganska kap. Preventiva je, ne vem, jaz včasih rečem, mati modrosti, ne. In zato mi pomagamo s takole novinarsko konferenco, kjer odpiramo različne vidike možganske kapi. No, in tole, kar smo letos povedali, smo zapisali tudi izjavo za javnosti, ki jo boste vsi prejeli na naslove, ki so pri nas, in pa ta izjava bo dostopna tudi na naših medijih našega društva in pa zveze bolnikov. Tako da še enkrat zahvaljujem se vam vsem, ki ste bili danes z nami, vsem, ki boste v javnosti širili ozaveščanje o bolezni možganski kapi, in hvala za sodelovanje seveda tudi vsem štirim govorcem. Hvala in nasvidenje. Te